Vsakdo v času, ko je socialna varnost na najnižji stopnji, pomisli na starost in varno pokojitev. V naslednjih nekaj minutah bomo govorili o tem, kaj na tem področju pokojnin prinaša prihodnost in kaj lahko za varno starost storimo sami. Ali so zaradi krize naše pokojnine ogrožene? Ja, to vprašanje se v zadnjem času pogosto pojavlja, predvsem mediji ga potencirajo. Jaz bom pa rekel ravno obratno. Namreč naše pokojnine so veliko bolj ogrožene zaradi nevedenja posameznikov oziroma nepoznavanja ukrepov, ki jih morajo povleči že takoj, ko se zaposlijo, kot bolj samo zaradi naše krize oziroma te krize, ki je zdaj. Zakaj? Zato, ker sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, kot vemo, je z reformo leta 2000 postal trostebren. Imamo prvi steber, kjer se pravzaprav financira iz tekočih prispevkov, ki jih vsak zaposleni da v pokojninsko blagajno. To pomeni ta sistem pay as you go. In drugi steber, ki je bil takrat uveden, je steber dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki ga prakticirajo predvsem delodajalci, večja podjetja, ker pravzaprav v osnovi za njih tudi najbolj ugodni. In tretji steber, ki je popolnoma prostovoljni steber, kamor spadajo vse ostale naložbe, je tisti steber, iz kateri bo v prihodnosti moral pokrivati mogoče 40–50% naše pokojnine. Kaj svetujete tistim, ki so svoja sredstva za mirno starost vložili v vzajemne sklade ali katerega izmed mešanih produktov in so zaradi krize nekaj vrednosti izgubili? Pravzaprav je to, ali sem jaz izgubil kaj vrednosti zaradi te krize, pravzaprav nek imaginaren pojem. Lahko najprej potolažim vse tiste, ki niso reagirali, da pravzaprav niso nič izgubili. Ker izgubimo takrat, ko dvignemo denar. Se pravi, če imamo mi neka sredstva v skladih, vzajemnih skladih, delnicah ali pa drugih naložbah, imamo v tem trenutku manj, seveda na računu, ampak nismo izgubili še nič, ker nismo dvigli. To je prva stvar, kateri bi se mogli seveda ljudje zavedati. Pravzaprav, kaj jim svetujemo, je pa zelo enostavno povedano, da si enkrat izberejo finančnega svetovalca. Pravzaprav je druga stvar, ki jim svetujem, je to, da uskladijo svoja pričakovanja. In pričakovanja prilagodijo glede na čas, ki je imajo na voljo do uresničitve cilja. To pomeni, če ima danes mlad človek še 30 let na voljo časa, da bo čez 30 let se upokojil in začel prejemati pokojnino, je to popolnoma druga situacija kot nekdo, ki ima do pokojnine še 2 ali 3 leta. In na koncu pravzaprav bi svetoval vsem, da se postavijo na realna tla in svoje pričakovanja glede donosov, glede višine pokojnine, glede donosov, ki jih lahko določeni produkt omogoča, uravnotežijo. Kaj lahko danes storimo sami, da bodo naši prihranki varni in tako veliki, da nam bodo omogočali miren pokoj? Prvič se moramo zavedati tega, da pokojnine, če se sami ne bomo prevračevali, pač ne bomo imeli. Oziroma bomo imeli samo za kruh in mleko, če se drugače izrazim. In drugič, ko se tega zavedamo, jaz bi vsakemu svetoval, da poišče strokovno pomoč. Ampak ta pomoč naj ne pričakuje te pomoči od nekoga, ki, bom rekel, trži lahko samo en produkt. Naj ne pričakuje te pomoči, čeprav nimam proti nobene zamere, od svojega bančnika. Naj ne pričakuje te pomoči od soseda, prijatelja, ampak ta pomoč, kar se v Sloveniji vse premalo zavedamo, lahko pride samo od enega visoko usposobljenega, neodvisnega finančnega svetovalca. In potem je tretja stvar, da naj zaupa nasvetom tega strokovnjaka in seveda tudi z lastno glavo, z lastno pametjo zraven razmišlja in pravzaprav svoje cilje, pričakovanja uskladi svojim zmožnostim. Koliko je po vašem mnenju potrebno prihraniti za mirno pokojnino? Če smo se leta 1995 upokojevali, smo lahko računali na približno 85% pokojninske osnove od neto plače, ki smo jo zaslužili.
In zato so današnje pokojnine še vsaj lepe, vzdržne, seveda z redkimi izjemami. Po letu 2015, če ne bo sprememb, bo zadeva bistveno slabša. V raziskavi so ugotovili, da bomo leta 2025 lahko računali samo še na 56,3% pokojninske osnove. Leta 2050 pa samo na dobrih 36% pokojninske osnove. In kaj je zelo pomembno, je to, da govorimo o neto plači. To ne govorimo o plači z dodatki. In seveda je logično pričakovati, da bo pokojninska reforma slej ko prej sprejeta in rešitve pravzaprav so dve. Ali se bodo povišale delovne dobe na 40 let, več kot 40 let, mogoče na 65, 67 let do polne starosti, ali se bo znižala ta pokojninska osnova. Jaz mislim, da bo kar kombinacija vsega tega. In če pavšalno vzamemo, da si bo moral posameznik vsaj 50% svojih prihodkov privarčevati sam pokojnine, to pomeni, če vzamemo neko poprečno plačo slovensko z dodatki 1000 evrov, na pol je 500 evrov. In vprašanje je, kako priti zdaj do teh 500 evrov. Kaj mora posameznik narediti? Seveda odvisno zopet od časa, ki ga ima na voljo. Če vzamemo poprečnega Slovenca, ki ima recimo še 25 let delovne dobe za delati, ugotovimo, da ob neki umirjeni naložbeni politiki lahko bi pravzaprav moral varčevati mesečno 202 evra, da bi lahko ob upokojitvi si še 25 let izplačeval 500 evrov dodatka. In 200 evrov danes plačevati, glede na 1000 evrov prihodka, je to 20% prihodkov, kar je samo za ta cilj pravzaprav malo nerealno. In to predstavlja velik problem. Seveda, če se mlade generacije, ki imajo še 40 let delovne dobe za oddelati, takoj odločijo za to, bi morali namesto 200 evrov plačevati samo 80 evrov ob neki umirjeni naložbeni politiki. Če so seveda pri takem času lahko zastavimo tudi bolj drzno naložbeno politiko, je ta znesek še manjši.